Dobro jutro, ekipca, bojevniška. Ste v redu? Upam, da ja. Evo ga, sonček, tuf. Še celo počesil sem se tako čez ušesa, zdaj ko je bolj zima. V isti sapi vam dajem pa glasbico spomladansko, a ne? Malo probamo prehiteti čas do tistega lepo, ne, pomlad, ko se vse prebuja. Nič se ne da prehiteti letnih časov, že ne. Čeprav je letos najbolj mila zima po ne vem kolikih letih, ogrevanje pa je ful dražje, ne, tako da zdaj je ful norosti, a ne, kontradikcije, kontradiktorni so ti narativi zdaj sami sebi, oziroma delovanje sistema postaja čedalje bolj kontradiktorno samo sebi, kot so tudi novice in celo stavke, ne. Včeraj ne bi bila stavka 11.1. kot novi začetki pa te jajca, ne. In je v bistvu šel kar Golob sam proti sebi štrajkat, ne. Saj počas bi bilo fajn, da ljudje malo skontajo, koliko je ura. Kaj sem hotel jaz nekaj tlele v štartu reči, da je norost? Včeraj je bil 11., zdaj je 12., jutri pa je petek, valjda 13. Saj sem rekel, da je fajn, da se je novo leto začelo s 1., ne, da imamo 1. pač novo leto, da štejemo, ne, zdaj tako kot pravoslavci, ki jutri začnejo šteti, kdo zdaj sploh še kaj šteje, ne, tudi religije so bile kontradiktorne ves čas, pa ni noben, kaj se pa mene tu tiče, a ne. No in na osnovi tega, kaj se pa to mene tiče, smo pripeljali vsi skupaj do tle, kjer smo se. Ampak super, naj se loči seme od plevela, zdaj končno vemo, kdo je naš sovražnik in na kaj se mi moramo deliti. Čakaj, jaz sem delil en video na Facebooku, oziroma ga imate iz 9. maja, da resnica prihaja na plano in da se jo ne da več skriti, ful noro, kot da bi bil preroški, sem par stvari tako povedal, ampak okej, hvala Bogu gre res vse tako, kakor sem že takrat spremljal in verjel temu kognitivnemu umu, tudi mojemu, pa rekel, mislim, ne da sem mu verjel kognitivnemu umu, narobe sem se izrazil, šel sem čez njega in sem verjel, če tudi mogoče ni bilo precej razumljivo, ne. Jaz sem hotel nas sicer odpeljati k zvonovom, ne. Ti zvonovi mi ne dajo miru, mislim, komu ga pa dajo, ne, mir pa ne, dragi moji, mir pa ne boste imeli, ne, in mi smo ga kar sprejeli kot samoumevno. Pa si mislim zdaj tako, če bi jaz hotel vsako jutro cerkničane obliti, ne, z zvoki meditacije, z zvoki harmoničnih frekvenc, z zvoki zdravilnimi, se pravi bi dal zvočnik na glas, kaj bi se zgodilo, ne? Prišla bi policija, sosedi bi me prijavljali, jaz ne vem kaj, vse skratka, dobil bi pečat vele obrisanega, ne, zaradi tega, ker skušam ljudem dati dobro. In če bi v isti sapi rekel, kaj pa zvonovi, vas ne motijo? Ja ne, zvonovi ne, sem ti pa ne moš tako. Pa kdo je cerkev? Mar je res ločena od države? Kdajkoli sploh bila? Ne vem, ne. Pa ima ona dovoljenje za povzročanje hrupa? Ja, to ni tako. Kaj ni to tako? Vsak dan znova nabijajo te železne kante, železo ob železo, nima to veze z nobeno harmonijo, z nobenim zdravljenjem. Pa me malo matra, da bi dvignil telefon pa klical tlele, se vsem katero župnijo, pa rekel, kaj je namen zvonov, da zvonijo. Pa predvidevam, da bi dobil en tak odgovor, ja, to je klic naših vernikov, ne? Mislim, 100 mater zabitih, pa kaj ne vejo, da je Maša, ne vem, med tednom ob 7, ob nedeljah ob 8, a tu je treba potrkavati in podrkavati kar v eno, zastopaš, zapomnite si že enkrat, ne? Ne bi rekel, če bi zdaj šole začele recimo z nekim oznanjanjem, otroci v šolo se odpravite, din don še 10 minut do šole, to bi recimo imelo nek smisel, ne? Da je treba otroke spomniti. Te cepce stare, ki pa hodijo še vedno v satanistične ustanove po vsem tem času, pa že bomo počasi mogli definirati, da so pač, ne vem kaj, podporniki
satanizma, zdaj pa ne morejo več se delati, da ne vejo. Sej se strinjam, v Svetem pismu piše marsikaj, vendar cerkev kot taka ni delala v dobro Jezusa znotraj nas. To sem delil v grupi, oziroma edin delil v grupi MTK okrog tega, kaj je pineal gland, torej pinalna žleza, Jezus in Betlehem in te stvari, ne. No, pa da se vrnem nazaj na zvonove, ne. Zdaj, ti zvonovi obremenjujejo, bom rekel, onesnažujejo. Kako se obremenitev s hrupom, a veš, kako že obremenitev svetlobo, in to je onesnaževanje s hrupom, ne, disonančnim. To nima nobenega strašnega namena, kot klicanje vernikov. Zdaj v tej dobi, pa dajte si Madonna že skupno, ne vem, eno skupino si ustvarite, pa si pošljite message, Maša bo čez 10 minut, če si ne znate zapomniti. Ali si dajte pa alarm, tako kot si ga mora vsak mulc, ki gre v šolo, dati alarm, da pride v šolo, če ne dobi neopravičeno. Tam si talete neopravičeno, boste videli, kako bodo hitro lezli k vam, v pospoved in vam dinarčke nosili. Skratka, zvonovi v tej družbi so sprejeti, tako pač je, nimaš kaj, to je že od nekdaj, a ne. Zdaj, sej sem se kar navadila, ga kar ne slišim več. Sej ne slišiš tudi resnice, ne, kad ti jo tumbamo, kad se ratov človek bek. Ne, zaradi tega, ker ne slišim jaz niti radija, pa poročil, kaj vse neki šumi, kaj, ne vem, ne poslušam dosti. Ja, ga pa ugasem, ne. Ja, ne, pa je fajn, da neki brkla. Aha, da ne slišiš sam sebe, ker bi si mogel kaj priznati. Ugasni malo stvari, pa da vidimo. Pejt poslušati, čiv, pa boš videl, kaj vse se tam da zaslišati iz notranje strani. No, in če bi jaz deval glasbo, bi bil proglašen kot nor, najverjetneje, če bi vztrajal več dni zaporedoma, bi me prisilno utihnili, a ne, ker to pa je obremenjujoče. Pa bi se jaz zdaj izgovarjal, zakaj pa je obremenjujoče, pa dajmo mi od 7 naprej, ne ob 6, od 7 dalje, kjer je v bistvu, kako ni več potrebe po nekem, tej spalni tišini, a ne? In najverjetneje spet ne bi bilo v redu, ker predvajam zdravilno glasbo. Zakaj ne? Je zato, ker je glasba. Ampak, veš, dajmo se mi odločiti, kaj je, hrup je dovoljen, glasba pa prepovedana. Pa če grem še korak naprej, glede na to, da sem se zvokom ukvarjal, a ne, dajmo se mi vprašati o obremenilnosti s hrupom glede na nivo glasnosti, ne? Torej, če je dovoljeno zvonovom nažigati, ne vem, 100 decibelov na 10 metrih, ne, ali 20, ali 50, potem je dovoljeno tudi glasbo predvajati s to isto močjo, a ne? In če je glasnost tovornjaka ob 4 zjutraj nemoteča, pa si lajoš, pa je moteč, potem lahko zagotovostjo trdim, da je šla ta družba v maloro, ne? Pa se je šla, saj smo šli skupno smo dopuščali, da zvonovi so nekaj samoumevnega, da so lahko, da ni nič problema, se pač tako je, da kamioni pač morajo delati, a ne, če tudi odvažajo od leta 2014 do leta 2022 neskončno količino, število kamionov iz snežniških gozdov, glede na to, da Notranjska pa Snežnik spadata v res pragost, Kočevje, Snežnik pa ta naša preljuba Notranjska, v bistvu džungla, začetek džungle v Evropi. Ampak odvažajo, Cerkničani smo zaprli tovarne, tako pač je. Ja, propadla je. Ne, ni propadla, nekdo je ukradel, namerno razturil, zato da je treba ljudi zmesti. Brest, Cerknica je futral celo jugo in Ikejo in Evropo in kar češ, smo mi tle zrihtali, nismo vozili hlodovine ven, tako je zdaj super enostavno, a ne, narod gre pa v Ljubljano v službo, da se zakajla kaj na avtocestah, ker je večna gužva, ker večno nekaj delajo, oziroma tudi če nič ne delajo, je gužva. Jaz sem za kozlat, za bruhat, no, skratka, pejmo nazaj. Dovoljen je hrup tovornjakov, dovoljen je hrup cerkva.
Dovoljen je hrup tovaren, dovoljen je hrup teh siren. Jaz sem iz Cerknca, pri nas je sirena tulila, kadar je sirena tulila, so se pol ljudje 3 dni menili, kaj je piskalo, kaj je bil rešilc, koga je pa pelil, kaj je pa bil, zakaj pa. No, smo vsi vedeli za enega rešilca, ne? Zdaj pa gre toliko teh piskajočih pizdarij mimo, da ne veš, ali je gasilc, ali je rešilc, ali je policaj. In to piska, ma veš, ob 5 zjutraj pač užge sireno in gremo. Veš, ful gužva ob 5 zjutraj je treba piskati kot divji, ne. Mislim pa še takrat, ko bi ljudje lahko spali, si ta sistem dovoli vam svinjati in kaliti vaš nočni in življenjski mir. Torej, prepovedano bi bilo dati zdravila gor. Vendar moramo nekje najti eno sredino, jaz mislim, da se bomo mičken poangažiral, pa bomo mi tu pojačali. Kar enostavno, zakaj pa ne, mislim, pa če vsi svinjamo, pa dajmo vsi, saj smo vsi samo ljudje, a ne? Po njihovih filozofijah. Tovornjaki so dovoljeni, pasi laješ je cela groza, jaz odprem pse, da grejo lulat, pa psičke moje, da grejo lulat, pa kakat, seveda, ker je noč, ujagajo nekega kojota, ali neko lisico, ali kaj in zalajajo in čez 5 minut so obe nazaj, ker so porihtale, živali, da jaz lahko mirno spim, pa že slišim pritožbe, ja, pa tvoji psi lajajo cele noči. Stari moj, ti ne veš, kaj je cela noč, to je prvo, in drugo, kar jaz si pozabil, da pasi lajaš, v bistvu zate obramba, da ti po vrtu ne skačejo druge živali, prihuljene, a ne. Tudi te prihuljene na 2 nogah, ki štrumfajo okrog bajt, ne, tudi to sem zapazil, ne, sred noči ima nekdo zaštrumfati okrog bajte. Zakaj že? A ja, ker ima dobre namene, ziher mi je hotel kaj prinesti, ja, navadno je to tako, ja. Tudi krosi niso problem, ti motorji, 4-kolesniki, to vse ok, traktorji, vse ok, pasi laješ, pa Turšičova muska, to pa ni v redu. Ne? Saj so za vse ista pravila, ne? Pa dajmo zdaj za vse ista pravila, ne? Ali kaj? Ja, ne, pa ne more redko biti. Ja, pa ne, pa dajmo se zmeniti, da lahko na Cerkniškem jezeru kdo tudi kakšne čevape speče, ali pa bučko, ali pa jajca odzvre. Sam tu ne more biti narciska, za sabo svinarijo pusti. Ne? Pa še je on, ki se kar userje, kamera mu paše, pa še tisti skret papir pusti, tako da glih stopaš na tisto klobaso. Ne? Pa če jaz to znam pospraviti, na mojega ne moreš stopati, ni šanse. Mislim, da tudi jaz bi znal zaglajzati, ali pa moje psice, a veš, pa ne. Pa vse prav tako, ne moramo kar pustiti, kar je. Vse je mravlje, pol vse to pospravlja. Video sem delil, s tem, da resnica prihaja na plano in se jo ne da več ustaviti. Ja, tle sem tudi se malo dotaknil že prej. Ne da se in resnica gre naprej. Cenzura je bila, se je pojavila, ko niso mogli več kontrolirati svojih narativov, ne, se pravi, da niso mogli z mediji več pokrivati dejstev. Takrat so uvedli cenzuro, pa fact-checkerje in tako. No, in zdaj Elon Musk je bil v moji zgodbi ful dolg časa človek mater, ali je on naš, ali je on proti nam. Mislim, da on je bil še par mesecev nazaj pri meni, kaj s tem Muskom? No, in Muska gor, Muska dol, Elon Musk, ki naj bi bil kreator Starlinka, tle se ne upam nič kaj dosti trditi, ker sem neopredeljen, je pa kupil Twitter in on je naš, bil je seveda njihov, te menjave, maske, kloni in te stvari, to bomo mi še vse mogli do pogoltniti, kdaj, v kateri točki je bil kdo kam zamenjan, tako kot Putin, tako kot najverjetneje Tito, pa še marsikdo, no, tu ni bilo nič takega. Elon Musk je kupil Twitter in je Donalda Trumpa dal nazaj, ker ga je pač prejšnji lastnik, zdaj ne vem, kdo točno je bil, ga je kar zablokiral, rekel, ne bo Trump ne bo noč tle po Twitterju tweetov. Janša lahko, Donald Trump pa ne bo. No, to seveda valjda je novija vaja, zdaj Elon Musk je kupil Twitter in Trump ima račun nazaj in počasi se po Twitterju širi kaj drugega, kot se je širilo pred 2-3 meseci. Na Twitterju jaz nisem, ne spremljam ga, vidim sam posredne komentarje, kaj se tam dogaja.
No, in krasna novica pa je, da je predvčerajšnjim, torej 10.1. Musk kupil kar Google tudi. Ne? Kar pa pomeni. Zdaj pa Google je pa v bistvu največja skrivalnica resnice, ker Google objavi tisto, kar želi vam pokazati, ne pa tisto, kar je res. In mogoče pa je to ta emergency broadcast system, o katerem je bilo že toliko besed, te interpretacije same vojne si tudi ne moramo čisto jasno razlagati. Saj je prav, da ne, hvala Bogu, da ne. Kam pa pridemo, če bo vse jasno, da boš sovražniku povedal, kaj je tvoj naslednji korak, saj pa ne moreš. Zaradi tega so vse te stvari tako malo misteriozne, pa nič se ne vidi, pa to ni res, pa ovo ste drugače rekli. Tipamo, interpretiramo, mislimo, da imamo prav, pa se pa čez leto, 2, 3 izkaže, da smo bili sicer blizu, vendar, a veš, toplo, sam ne čist po točki. Ampak, okej, Google pripada Trumpu in belim klobukom, kupil ga je pa Elon Musk, seveda član belih klobukov. Zdaj boste spet, se lahko spet usuje plas, pa to ni res, to všeč ni beli klobuki, pa Elon Musk. Je. Če pa še niste prepričani, da tam tako je, se pa ne z mano kregati, ampak bolj pogooglati, to bo bolj, ali pa bolj se raziskovanje dati. Vse je v redu. Tudi to, če ali ne, resnica prihaja ven, torej cenzura se bo zagotovo počasi mogla stopiti, in ti algoritmi umetne inteligence počasi morajo se umakniti do te mere, da pride inteligenca človeka na plano, in da dobimo tiste informacije, ki jih rabimo in ki jih bomo zdaj v kratkem rabili vsi, da bomo vzpostavili novo zemljo, novo obliko delovanja človeka, ker to, kar smo bili, ni naravno in ni v redu za človeka. Sicer v prihodnosti nas čaka ful tehnologije, zakaj pa ne? Sam naj dela za ljudi, sej tudi dinamit je za nas dober, sam ne v obliki metkov. Sistem nas duši, smo slišali večkrat, mene to duši, pa iz tega pridejo neke kronična utrujenost, kako še izčrpanost, pa nekaj. Nič čudnega, ker sistem je bil narejen za to, da nas duši počasi, da pritiska in nas stisne in umori. Umoriti so nas hoteli, genocid je bil več kot očiten. Kdor zdaj pravi, da ni šlo za genocid, je po mojem že kar del genocidnega sistema in je že spada v kategorijo morilcev, ne, jaz ne vem, kako čem temu drugače reči. Če ti rečem, mislim, če so vsi papirji, vsi dokazi tle, ljudem je jasno, da pač padajo po miokarditisih in po koronarnih obolenjih, ljudje padajo skupaj, cepiva, ki so bila varna in učinkovita, nočemo povedati, kaj imajo noter, ampak so varna in učinkovita, zdaj ne bomo nič dosti drugega povedali, 72 let bomo skrivali, dajte papirje ven, ne, niso učinkovita, ja so iz vašega vidika, pa so varna in učinkovito pobijajo ljudi. Ne gre tudi tako, ne moramo se zdaj pa blamirati pa reči, okej, vsi se s tem strinjamo, ne se ne. Zdaj mene zanima, koliko je bilo teh padcev dol med športniki, pa koliko je bilo teh nenadnih smrti med zdravstvenimi delavci, sploh med zdravniki recimo. Koliko je teh zdravnikov dejansko, ki so cepljeni, ne pa politiki, ne, koliko jih je dejansko njih, kakšna ta bolezen prijela, bom rekel, kakšen stranski učink po cepljenju, ne, če smo temu tudi tako lepše reči. Švoh, ne, ne, valjda, ker so tudi tam golfali, saj golfali so čist povsod pizde proklete, sorry. A veš, oni so kupili si diplome, kupili so si, kaj imamo že unga ministra, kaj je že za obrambo, kaj je že Mahnič, kje pa on kaj, ali ga kdo kaj vidi? Kako je lahko tak človek na neki poziciji, on se gre neko predstavnik ljudstva, mislim predstavnik ljudi, za kater segment že dajte noga srata, veš. Aha, še eno dobro sem, vidim se folk kolje med sabo, narod blesov ste zvolili Urško, narod blesov, vi ste zvolili tega Goloba, ne, blesov narod. Nihče ni bil izvoljen,
kaj pa mi se kregamo zaradi tega, oni so nam zrihtali, da se mi kregamo. Oni so zvolili sebi pravega prasca, najbolj nemoralnega in najbolj brezčutnega, da bo lahko izpeljeval agendo umora še naprej. In škoda je, ker se ljudje med sabo zakaj ste vi neumni narod volili to? Daj nehajmo se s tem. Vse ljudje so res neumni, ker definicija v SSKJ-ju neumen je tisti, ki kaj že zavrača dejstva. Dejstva. Ja, dejstvo je, da so varna učinkovita. Ne, to je laž od medijev. Je stroka tako pravi, ne televizija tako pravi. Stroka je pa podkupljena, ne? Pa zdaj dobro, zdaj mi obtužimo, vse vemo, ampak dobro se čuje. In ja, tam je tudi dobra. Žal smo bili prisiljeni, prisiljeni smo se izobraževati o narcizmu. Zaradi tega, ker prisiljeni smo bili, ne? In se izobražujemo od maja naprej, se aktivno vključujem v to tematiko. In ja, pa zdaj pa ne uživajo v naši izobrazbi, ne? A zdaj jim pa ne gre več igra. Njihova igra propada, takoj, ki jo prepoznamo. Ne moraš ti več igrati prljave igre, če jaz poznam prljavo igro. Seveda jim je vroče, seveda jim je bedno, gledajo v tla, delajo se še bolj butaste in postajajo čedalje bolj debilni v svojim obnašanjem, svojim blebetanjem in svojim izkazovanjem Einsteinove teorije o neskončnosti človeške neumnosti. Super, ja. No, jaz sem prej bil pri zvonikih. Zaradi tega, ker sem hotel priti na eno temo, da je zvoniki, pa da smo se navadili na hrup, pa da smo se navadili na neke radije, kakor nekaj govorijo, pa jih mi preslišimo, čeprav v podzavest pa vse to gre. Naše celice slišijo zvonike, da so disharmonični in jih predvidevam kar boli. Ampak naš veleustroj zna poskrbeti sam zase, tudi v kritičnih pogojih, čeprav so kritični pogoji že pravzaprav od rojstva. Zdaj, super bi bilo, če bi lahko izmerili, mogoče se bom kar poangažiral, da zmerimo nivo hrupa teh ropotarnic, koliko decibelov je glasen zvon, koliko decibelov je glasna cesta, koliko decibelov sem glasen jaz ob 11. uri, ko pijem, se tu ni več odprto, oštarije, ob 11. do koliko sem pa jaz lahko na glas, pa kje se bomo merili, in do koliko sem jaz lahko na glas svojo glasbo. In vse te meritve se merijo v decibelih. Decibel, bell, ringle bell, ne? Zvon je tudi bell, ne? Sicer nima, Graham Bell, kao nima nič zvonovi. Je pa bil pri telefoniji on prvi, ki je uspešno patentiral telefonijo. In gospod Decibel, Decibel je bila sem enota za merjenje glasnosti, ne bom šel kaj not. On je v telefoniji to uporabljal za kolikšna je izguba na linijah. Je uporabljal enoto decibel, zdaj uporabljamo za glasnost. In gospod Bell, Graham Bell, je bil Freemasons, ne? Koliko 17. ali 34. loža. Ja, oni so nam dali ful izumov, a veš, oni so nam olajševali življenje, govorim Freemasoni. Ja, da vam bo lažje, evo vam izum 1, izum 2, vse to so tehnologije, ki so bile najprej skrite, pa neka oslabšana verzija dana naprej. V drugi sapi so nam pa olajševali življenje s telefonom, zdravili življenje s penicilinom in antibiotik, proti biologiji, kaj nam ni jasno.
in izumljali orožje, pa v bistvu ga proizvajali, ne. Plačevali smo ga mi, da ti to isto orožje ubija nas in ugotovili smo, da ta zdravila so daleč od zdravja. Pa zdaj se bo malo najdel pa bo rekel, veš, koliko bi ljudi umrlo, če ne bi bilo penicilina. Veš, koliko ljudi bi ostalo živih, če ne bi bilo orožja od te iste ekipe. Tako nekako. No in ta Graham Bell, da se vrnem nazaj, ker je bil kao Freemasonec, zgleda pa mogoče je pa bilo še nekaj v njemu, ker je pa rekel, bomo mi naredili pozdrav, kadar se boš javil na telefon, rečeš ahoj, ne? In to je veljalo kar nekaj časa, dokler ni prišel Freemasonec, Edison, ne, tak je ukradel Nikoli Tesli večji del patentov in tako, je pa rekel, ne, mi bomo rekli halo in se napiše H-E-L-L-O, torej hell, torej pekel, torej nekaj najslabšega, to dajmo reči. Dajmo reči, peklensko slabo, a tudi tako je ful boš, a ti štekaš, kako smo bili mi zapigani, da nismo ni pomislili pa rekli, čakaj, zakaj, kaj ima beseda hell, torej pekel, zaiskati znotraj besede živjo. Ahoj, a ni ahoj ful lepš, ahoj, kako si, ne? In ahoj, malo sem se pozanimal in ahoj, beseda je, večji del se povezuje s piratskimi, ahoj, kao vzbujanje pozornosti, klic, druga, pa ne vem iz katerega jezika zdajle, pa to šlo je pa bless you, bodi blagoslovljen in uzri luč je tudi ahoj. Pa nisem se preveč poglabljal, da bi zdaj vam znal čisto razložiti, ampak gre za menjavo besede ahoj s halo, ne? In halo uporabljamo že koliko let, kdaj pa je bil izumljen telefon. Pa nisem tega podatka, pa nisem 1700, ne vem, vzamem nazaj, ne vem. Ni to tako bistveno, hočem reči, da je večji del časa je uporabljena beseda hell, hello, namesto ahoj, ne? Pa bi bilo ful lepše ahoj, a ni lepše slišati ahoj, kako si, kakor halo. Freemasoni, no in ti Freemasoni so vse sort pogruntali stvari, kao da nam dajo izume, kako so hudi pa fejsta, zastopaš, pa so se po knjigah vlačili kot super zvezde in si kovali titule. In so vsi Freemasoni konec koncev formirali vlade, ki naj bi vlade delovale v korist ljudi, torej naj bi vlade bile zaposlene od ljudi, zdaj pa se izkazuje, da so oni vodili ves čas vladavino, tiranijo, zdaj pa kar celo genocid nad nami, ki smo jih izvolili. Čeprav jih nismo izvolili, so izvolili sami sebe, samo predstavili so nam, kakor da, vi ste izvolili, vi ste krivi, ker niste volili tega. Sami ste si krivi, ker ste neumni, ne? In tako so v bistvu oni nam polomili noge, nam dali bergle in nam rekli, bodite nam hvaležni, da nas imate, kaj bi vi brez nas, ne bi imeli bergel, ne? Ne bi imeli polomljenih nog. In tako nekako smo mi vsi bili kot človeštvo polomljeni v kontekstu, da nismo poznali svoje biti, svoje veličine, da nismo poznali, kaj mir je. Verjeli smo, da je zemlja prenaseljena. Jaz ne vem, a se vam zdi ful gosta, ful sem ni placa za živeti, ne. Pa tudi ni placa, ki kaj predelati. Mislim, sem je prepovedano, ne, se pravi, spet vlade pa bi prepovedovali, saj ne bo več tega, zdaj bo vse lažje, vsakmu 2 hektara, pa čau, pa uživamo kar strela marela, ne, in res prekrasna doba nas čaka, za vsega zadost, vsak bo imel na razpolago dovolj, da bo sestavil si svojo sanjsko hiško, zato si kar počasi začnite zamišljati, kakšno pa bi imeli, tudi kam bi radi šli in kaj bi radi počeli, bi bilo fajn, če bi ne začeli razmišljati, ampak da bi že razmišljali, kaj imate radi in to počeli, a ne? Da bi se izpopolnjevali. Jaz imam eno krasno napisano tlele, ne na telefonu,
Ja, mogoče pa nimam. A imam, ja. Vibracija biti tega, kar si, in delati to, kar rad počneš oziroma ljubiš, je magnetna. Okay? Mi vsi se poravnamo z vsem, kar potrebujemo v svojih življenjih, s to magnetno energijo. Delite, ostajajte blizu tega, kar vas dela ponosne, vesele, hvaležne, da ste živi. Ja? To je še boljše, ne? Kar delaš rad, ne celo več, da ne moreš, da ne mine dan, da ne bi ti tu, si ne predstavljaš dneva, da tega ne bi počel, in še naprej, da si hvaležen, da si živ, da sploh lahko to počneš, kar počneš. Pleši, poj, žvižgaj, glej sonce, poslušaj ptice, se smej, uživaj, globoko vdihni in jaz ne vem, kaj še vse. Dajte razmišljati v tej smeri, da smo magnificent, čudovita bitja, ki nismo prišli sem na potep, ampak na eno misijo. In če sem rekel, imejte se radi, delajte stvari, ki jih imate radi, torej začutite ljubezen samega do sebe, začutite spoštovanje do samega sebe, zaradi tega se ne futrajte z napačnimi stvarmi in ne jejte in ne konzumirajte tudi frekvenčno ne stvari, ki niso za vas. In celo dlje, ko se enkrat zaljubiš sam v sebe, ne, takrat se njihova igra konča. Dajte probati to pokontemplirati. Narcise so drugače opisovali. Narcise so opisovali, kot da je to samo všečno bitje, ne? Pa jaz sem dostikrat rekel, jaz sem se sprejel, jaz sem sam sebi všeč. Tudi vizualno, tudi glasovno, tudi po dejanjih, tudi po odločitvah. Vse ok, jaz sem to sprejel, ničesar ne obžalujem. Celo še več. Zaljubil sem se jaz v svoj glas. In zaljubil sem se v samega sebe, ker tacga, kar sem jaz, za mene v mojih očeh ni. In prav je tako. Nisem pa vedel, da je to taka moč, da se s tem dejanjem njihova možnost manipulacije z mano konča. To je ta resnica. To je ta naš biti, in bit srca je tudi bit glasbe, in glasba je vse, kar šteje, zato pa imamo bit srca in bit v glasbi. V glasbi imamo harmonijo in v glasbi uporabljamo orgle, organs po angleščini, in imamo svoje organe, ki so vsak na svoji neki tuning, na svojem tuningu, so v harmoniji z neko osnovno frekvenco. Dajte začutiti, ta osnovna frekvenca izhaja iz vaše pomirjenosti in takrat se organi lahko vsi pomirijo. Ja? Izkoristite dan, pol ure za nami, ostalo je še 23 ur pa pol, dajte jih ponuditi kvalitetno, uživajte, se vidimo prav malo, mar ne? Čau, srečno!